Živel sem Lutfi Abdullahu, sem rojen 1982 leta. Živel sem na Kosovu do svojega 7. leta. Ko me je oče vpisal v 1. razred, sem začel hoditi v šolo in nekega dne na poti v šolo se mi je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sem bil že klinično mrtev. Zbil me je avto na cesti. Potem so me peljali v bolnico, kjer mi niso znali pomagati tam v Kosovu, ker je bilo stanje zelo slabo v zdravstvu tam. Zato se je oče odločil, da me bo pripeljal v Slovenijo na lastno odgovornost. Sicer prvo tam se zdravniki niso strinjali s tem, da bi me on pripeljal v Slovenijo, ker so smatrali, da so tudi oni dosti dobri zdravniki, da bi mi lahko pomagali, ampak moje stanje se je slabšalo iz dneva v dan. Bil sem praktično živ mrlič, Zato je oče se odločil, da me bo pripeljal samo v Slovenijo, ker Slovenija je bila že takrat najbolj razvita regija na Balkanu in je rekel, da tam mi ni pomoči, Zaradi tega se je odločil, da me bo pripeljal v Slovenijo. No in potem me je v bistvu oče res pripeljal v Slovenijo, ampak v bistvu tlele so se pa stvari šele začele komplicirati, Ker kot tuj državljan nisem imel urejenega zdravstvenega zavarovanja. Na kliničnem centru niso pristali na to, da bi me zdravili, ker ni bilo plačila, Prvo so zahtevali določeno količino denarja, neko akontacijo, da bi sploh začeli zdravljenje, ampak oče tega denarja ni imel, zaradi tega so rekli, da mi ne bojo mogli pomagati, Zaradi tega so naju pustili kar tam, vendar kmalu zatem pride mimo medicinska sestra iz kliničnega centra in vpraša, kaj je narobe, da zakaj sva na hodniku, In oče tudi njej razloži, zakaj sem tam in da noče pomagati, ker nima določene količine denarja, ampak da pa mi morajo nujno pomagati, ker drugače bom umrl, No in ta sestra res vidi, da sem v zelo slabem stanju in reče očetu nekaj, za kar sem ji še danes hvaležen, Rekla mu je, da ne izbeži, pa da ne mene samega pusti v kliničnem centru in da bo ona poskrbela zame. Zdaj oče prvo se seveda ni strinjal s tem, ker se mu je zdelo malo tako grozno pustiti enega majhnega otroka v eni tuji državi med tujimi ljudmi, brez kakršnih koli sorodnikov in nič od nič, Na nek način je bila to edina rešitev, da bi mi pomagali, Zato je oče v bistvu res pustil me samega tam sredi tistega hodnika samo z njo in je zbežal, In v bistvu potem je ta sestra se res zavzela zame, priskrbela je ta denar, ki je bil zahtevan, da mi je v bistvu plačala zdravljenje, No, potem pa, ko sem bil že dosti stabilen, da sem lahko že sedel na vozičku, so mi pa zrihtali rejniško družino, skrbnico, zakonito skrbnico, pri kateri sem bil do 20. leta. Diagnoza je bila paraplegija, to se pravi poškodba hrbtenice. Ne. To, ko je enkrat hrbtenica poškodovana, je pa to. Ja, jaz jo poznam, osebno. Bil sem tudi pri njej velikokrat med vikendi, takrat, ko sem bil še majhen, Mislila mi je tudi vzeti k sebi, pa pol socialna ni pustila, ker so rekli, da imam starše še žive in da se to ne sme kar tako, da bi me ona posvojila, Smo velikokrat v kontaktu s to sestro, ki mi je res rešila življenje in to je tako nekaj neverjetnega, kar se živemu človeku lahko zgodi, da ti nek tuj človek pomaga, v bistvu, da ti reši življenje, tako. Zdaj točno ne vem, takrat sploh ne vem, kakšna valuta je bila. To je bilo leta 1991, malo pred vojno, tako da ne vem, kakšna valuta je bila takrat, jaz sem bil še majhen. Ampak rekla mi je, da je zbirala na tak način, da je hodila po teh dobrodelnih organizacijah, nekaj je dala tudi iz svojega žepa, veliko količino denarja je dobila tudi od takratnega
nadškofa ljubljanskega, ne. Je šla kar direktno do njega in mu povedala, kakšna je stvar, in je pač on naročil tajniku, da naj iz sefa potegne toliko določene količine denarja. In ga je v bistvu, so ga njej dali in ga je ona nesla v klinični center in je položila tam in so me začeli pol zdraviti, ne. V bistvu je bilo tako, da je bilo zame vse pripravljeno in kri, ke sem jo zelo malo krvi, a ne, ampak so čakali denar, ne. Tako da, ke je denar prišel, so oni začeli pol meni z infuzijo krvi pa zdravljenjem in tako, ne. V bistvu prej se me pa sploh niso hoteli dotakniti, ne. Ampak to je bilo tako zelo, ona je ta denar zbrala v enem dnevu, ne, ker drugače, če bi čakala, ne, pol bi to bilo še slabše, kakor je že bilo, ne. Ja, kako bi rekel, to je v bistvu ena cerkvena ustanova, Družina Kristusa odrešenika se imenuje, in tam sem bil pač v tej hiši, tam je skrbela ena gospa zame, a ne, ke me je tudi šolala in vse tako. Potem pa sem pred 3 leti zaprosil na društvu paraplegikov oziroma na Zvezi paraplegikov Slovenije za stanovanje, tako da so mi v bistvu oni tole stanovanje začasno odstopili, dokler ne dobim svojega neprofitnega, ne. Zdaj tako, marsikdo mi reče, a ne, da avto me je zbil, a ne, in mi veliko ljudi tako reče, da imam pogum, a ne, da se spravim voziti, a ne. Dobro, res sem šel čez vse to in mi ni nekaj hudega, a ne, zaradi tega sem se odločil, da naredim ta izpit za avto, ker na tak način sem jaz tudi bolj mobilen, tako pa moram vedno prositi za kak prevoz, ne vem, če grem do trgovine ali do zdravnika, na primer, a ne. Tako moram vedno spraševati nekoga, da me pelje, pa najemati taksi in vse. Tako da ja, avto bi mi bila ena velika, velika pomoč pri samostojnem življenju, tako. Denar zbiram tako, da so mi na Telekomu pa Tušmobilu in Simobilu odprli SMS donacijo, tako da ljudje pošiljajo SMS z besedo avto, z velikimi črkami, na številko 1919. In tako prispevajo 1 evro za nakup tega prilagojenega avtomobila. Zdaj, rabljen avto, jaz bi šel definitivno rabljenega, ker za čisto novega ne bo denarja, ne. Ampak rabljen avto, tam dober avto stane 5-6 tisoč evrov, potem so pa še te prilagoditve noter, a ne, da imam vse na roke. Ja, to pa tudi pride tam okoli med 500 in 1000 evrov, no, prilagoditev. To je tako, jaz, ko sem bil pri tej skrbnici, je v kleti stanovala ena družina iz Kosova isto, tako da so oni v bistvu, oni so hodili na počitnice dol na Kosovo in takrat, ko sem jaz prišel v to hišo, je ona njih prosila, da ko bojo šli dol, da probajo nekako najti moje starše, ne, da bi prišli v stik. No in tako so oni pol res šli dol in so iskali to mojo družino in smo nekako prišli v stik. Takrat se je pol tudi Slovenija osamosvojila in nisem mogel več nazaj, tako da sem v bistvu tle ostal. Pa ne sem zaradi tega, ker nisem mogel dol, zaradi tega, ker nisem imel urejenih dokumentov, ampak je bil tudi problem zdravljenja, ne. Ker jaz sem imel dolgo pot zdravljenja, to ni bilo kar tako čez noč, a ne. Tako da so mi zdravniki tudi svetovali, da boljše, da ostanem tukaj na zdravljenju, a ne, in tudi nisem mogel dol. Potem pa, ko sem dobil vse urejene dokumente in slovensko državljanstvo in slovenski potni list, sem prvič po nesreči šel šele leta 2008 dol k sorodnikom. To je v bistvu bilo po 19 letih, sem sploh prvič videl brate, sestre, okolico, rojstni kraj in vse tako, no. Tako da je bilo kar precej ganljivo, ampak je bilo pa super, no. Zdaj je precej lažje, ko imam ta potni list, ne. Ker prej, ko sem bil brez slovenskega potnega lista, je bilo malo problema, ne. Tako da zdaj, ali grem jaz dol, ali pride oni na obisk in tako, ne.
So, kontakt je, no.